tudi moja predstavitev se dogaja na Bledu. Jaz sem si tole zamislil tako, da v centru Bleda pod Park hotelom začnemo naš sprehod ali pa tudi z avtom se lahko pride do našega cilja in potem obiščemo naši gostitelje kmetijo Prdorank. Obisk bo približno slabe pol urce, razdeljen na 2 dela, ampak vam povem, da če pa greste tja, ko bodo obiski dovoljeni, se boste tam lahko zadržali kar nekaj ur in boste spoznali res bogato dediščino, ki jo tam hranijo z dušo in srcem. Zdaj pa kar začnimo s filmčkom, vmes se enkrat ustavimo. Od našega izhodišča v centru Bleda, tukaj pod Park hotelom, se bomo podali mimo najstarejšega hotela, hotela Toplice, ki se lahko ponaša tudi s priznanjem Michelinov krožnik. Naprej mimo nekaj lepih vil, skozi v skalo izklesan tunelček, ki omogoča promet v neposredni bližini jezera, pa potem do vasice Mlino. Pri najboljšem sosedu v križišču zavijemo levo in se podamo v staro vaško jedro. Vasica Mlino je dobila svoje ime po številnih mlinskih kolesih, ki so se nahajali na potoku Jezernica, kjer voda izteka iz Blejskega jezera. Nekaj ostankov o bogati mlinarski tradiciji se še vedno najde na sprehodu skozi vas. Ob poti pa boste naleteli tudi na hišo, v kateri se je rodil naš pisatelj in kipar Tone Svetina. Preden pridemo do našega cilja, pa si je vredno na desni strani ogledati še kapelico, ki jo je zasnoval naš znameniti arhitekt Jože Plečnik in spominja na to, da je Plečnik tudi večkrat obiskal Bled. No in tako smo prispeli pred izletniško kmetijo Prdorank na Mlinam in mislim, da je Monika tudi že tukaj. Monika, dober dan. Dober dan, Niko, pozdravljen. Kako? Mislim, gostov zdaj že nekaj časa ni, pa tudi nekaj časa jih ne bo. Pri vas pa gotovo ne zmanjka dela. Kaj zdaj trenutno delate tukaj na kmetiji? Kaj delam? Zdaj trenutno sem glih v flaše dala vas jabolčen vin, ki ga naredimo z našega vrta, pa žganje kuha se je začela. Aha, to se pravi domači šnopček ne bo manjkal. No, jaz predlagam, da se kar malo sprehodiva, pogledava tele vaše bogate prostore, v katerih res ne manjka zanimivih stvari. Kam greva najprej? Jaz mislim, da najboljš to strhljiv noter v našo staro štalo. V staro štalo se podava z Moniko, kjer boste videli res zanimivo razstavo. Wow, tole pa je bogato. Monika, kako pa je do vsega tega prišlo, da imate doma tako bogato zbirko, tako bogato razstavo? Ja, naša mami ima te muzeje zdaj pa že 20 let, veze pa 30 let približno. Vse te čipke, vse to vezenje, to je vse njeno ročno delo. To je vse, to je ogromno ur, vse se pravi na roke, ure dolge. Ne gleda televizije že ne vem koliko let. Ima posebne želje, se pravi, da vsak prt paše k porcelanu, k keramiki. Tako da neke motive ima, neke motive tudi jaz narišem. Tako da kar ona ima vidno, vidite, čebulen vzorc, ne vem, ta je tak zelo tipičen, tak snageljčki, tak korenjensk sadje. Tako se vsaka stvar ima namen. No, tukaj pa ni samo vezenje, tukaj je zbirka porcelana, pa bomo kasneje pogledali postopoma, kaj vse se tukaj nahaja. Kako ste to zbirali? To je mamina šibka točka, ona reče. To je pa ona se temu ne more upreti. Ona, ko to vidi, kup, dobi tudi kaj za darilo, hod po starinarnicah. In pač tako se to nabere, ja, tudi ta, recimo ta kerusova keramika. Neke so stare, neke so nove, vse sorte, no. Predvsem gleda tako, da so ji tudi izziv podpoj za vezenje, a ne da je vzorec na keramiki nekako, da jo. Tukaj vidimo sklednik, pa še kar nekaj jih je tukaj, pa takole posodo uporabljate tudi doma? Ja, za peko potice, vedno.
Sicer imamo noter imamo še teh sklednikov, takega se malo manjšega, obvezno, tu pa brez tega pa potice ni, no. In tudi orehe melem še na takle mlinček, ker to ga najlepše zmele. No pa povejva, pravzaprav vaša hiša je zelo stara. Naša hiša je stara 240 let, ampak kmetija, kot je bila prvič omenjena, je bila pa že omenjena leta 1150 približno. Kmetija Dorenk. Dorenk je v bistvu izvira iz besede dvor, to je bila dvorska kmetija, za njih so v bistvu delali 4 podložne kmetije, so zbirali, ne vem, meso, zelenjavo in to potem transportirali na grad. In to v Brixnu so še zdaj ti zapisi, ker se točno vidi, kdo je tukaj živel, pač skrbu za to kmetijo in pač vsi gospodarji. Tako da je zelo zanimiva zgodovina, no. No, v hiši je črna kuhinja in tam vi še zmeraj pečete domači kruh pa potico. Pa ukajamo, pa meso se še ukaja, sadje se mi tam ogromno sadja posušimo jesen. Si ne moramo predstavljati, če ne bi imeli peči. No, pa se sprehodiva malo po tejle vaši razstavi. Ata, kakšen star ata so verjetno kadili pipo. Pipo, ja. Ja, tale je taka gorjuška, ne, ta je. No, to so te gorjuške čedre, poznane. O skodelicah bomo še kakšno rekli, kajti tukaj jih je neomejeno. Ja, tale je prav stara, ta vem, da je 1700, pa še nekaj. 1792. Tukaj pa, kot kaže, se je nekdo učil brati in pisati. Kaj so tele table na zidu? To so pa, temu se reče vajenke. To so punce, v bistvu, preden so se poročile, so se učile bezeno pisati. Zato, da so pa recimo svojo obalo označile, da so dali inicialke gor. Tale ena iz leta 1911 pa 913, tale spodaj pa še precej starejša iz leta 1876. Ja, pa tudi zabavali so se včasih. Ja, te citre so pa še po očetovi strani od mojega dedka. Pa ti, Monika, kaj igraš? Ja, jaz sem se pa letos začela učiti frajtonec. Aha, odlično. Potem kaj zaigraš gostom. Danes mladina hodi na bowling. Kako pa je tole včasih potekalo? To je pa Marjanca. Tu so pa igrali, tukaj se bunkica, isto se zbijajo kegli, takole nameraš. Zavdala za rundo, ne? No, ker naš nisem zadela. Da probam še jaz. Ja, res je, Monika. Se bova kasneje zmenila za en šnopček iz vaše domače žganje kuhe. Tole je verjetno kar zamudno, ko se lotite pucanja prahu, po domače povedano. Ja, mami reče, da zmeri, kadar puca prah, si pa da kakšno narodno zabavno, da gre bolj koristiti. No, dojenček ni ta prav, voziček pa verjetno spominja še na tvojo mladost. Ja, to sem pa jaz, ker sem bila noseča, sem videla ta voziček in sem ga hotela imeti, smo ga renovirali, tako da sem moje punce noter vozila. Dan se spomne, kakšen reče, to je pa una, zunno vozka. Krasan je. Odlično, no, potem so se pa otroci začeli igrati, tako da imamo tukaj le eno veliko razstavo punčk. To so glavno moje še. Ja? Ja, to so moje igrati. No, Monika, ko praviš, da je vse tvoje, ali si tudi tele pripomočke uporabljala, ko si hodila v šolo? Ne, to pa ne. To pa ne. Ja. So bili pa že modernejši peresniki in nalivniki, ja. No, v vsaki stari kmečki hiši pa seveda ni manjkal tako imenovani bohkov kot, kjer je bilo v kotu razpelo, okrog pa razne nabožne podobe. No, na kmetiji pa se je seveda, če so imeli ovce, pripravljala tudi preja, volna. Kaj tole dela zdaj, Monika? To se v bistvu ahlase. Volna se reče tako, da se v bistvu naredi taka, kako bi rekel človek, razčesana in pa gre v kolovrat. Ne se dela nitka, takole se pa in zašušta. Tukaj je cela šuštarska delavnica. Ja. A je tudi to bilo kdaj pri vas doma? Ne, to je pa iz ene hiše tukaj na Mlinem. Imamo pač celo to, so nam podarili, vso to zbirko.
No, ata so verjetno imeli svoje predalčke in verjetno tudi tale škatla spada k atu. Nahaja se pa skupaj v temle, kako rečemo, lepotilnem frizerskem kotičku v vaši razstavi. Ja, to je v bistvu mini kopalnica. Vse za ti figaroji, ki so včasih v bistvu to v štedilniku zgreli, pa je mami rekla obvezno na časopisu sprovati, da če časopis za goro je bilo prevroče, pa je tudi lasice smoglo. To je pa moj ati, mu kaj boks treniral, to je pa za mišice. No, pa tudi tebi je še dober. No, tukaj pa imamo zdaj nekaj vprašanj, če lahko ustavimo sliko. Takole. No, pri vas je bil mogoče tudi kakšen tesar, ko imate tako veliko šestilo. Čemu je služilo tole šestilo? Ja, to so zataknili takole pri postelji. Včasih so bile postelje bolj ozke, in včasih se hecala, da je bilo že placa, da sta dva ležala, pa en je vmes stavil. Ni bilo nekaj takega. Aha, tudi to smo včasih rekli, ja. Ampak v glavnem, tako da, ker sta se mogla zelo stiskati, pa da ni kotr dol. No, torej zanimiva ideja, pa tudi mogoče, če so dali kakšnega otroka spat kam, da ni padel, ko ni bilo otroških posteljic, kadar niso spali v mentergi ali v predalu. Ja, sigurno, ja. To je zelo fajn. No, tukaj se nam je malo zalomilo, tamle smo videli 3 zanimive predmete. Za enega je že Monika razložila, čemu služi. To so tiste klešče, ki jih boste videli tudi v Prešernovi rojstni hiši. Še prej pa sta bila v videu predstavljena 2 predmeta. Eden je čelešank, ki je služil za držanje trske, nekakšna baterija, kot jih imamo danes, svetilka. Drugi pa je bil pripomoček, s katerim so z burglami lonce polagali v kmečko peč. Lonci so bili težki, ponovadi so to delale mame, ki so bile nekoliko starejše in ne tako pri močneh, pa so si s tem valarčkom pomagale, kako so v peč spravile težek lonec, v katerem se je kuhala ne samo hrana za ljudi, za domače, ampak tudi hrana za živino, za prašiče in ostale domače živali. To je bil samo prvi del predstavitve kmetije Prdorank. Še veliko bi se lahko videlo v samem temle prostoru, to je en hlev, tudi drugi hlev je spremenjen v muzej in zdaj greva z Moniko še v drugi del. Pis jaslice na ogled, kam me zdaj pelješ? Ja, zdaj gremo pa v nov hlev, gledamo pa to razstavo, ima pa mami nekje že 8 let, nekako tako. No, poglejte, torej jaz mislim, da se v tehle prostorih nahaja več 100.000 kosov. Imamo jaslice raznovrstne, ene so nove, ene so stare, ene so bolj otroške, pa tako ročno delo, ne vem, to je mami vezla, jaz slikam na steklo, cena razen zrazlov, potem so, se pravi, to so moje punce imele tako idejo, da so še igrače not dale. No, ideja, ko se vam otroci nehajo igrati, pa lahko uporabite njihove igrače za jaslice. Ja, lahko tudi barvike uporabite, Tukaj so ene stare jaslice, ki igrajo. Pa tole je malo bolj moderno, zrezano že z laserjem, a ne? Ja. Zanimiv tale Kristus iz enega kosa usnja. Tako je, iz Egipta, iz polotoka Sinaj. To so tudi lepe, ta tudi igra. To so pa snežene, razne bunkice. Aha, šnebal, bi rekli Nemci. Pa iz voska, včasih je bilo ogromno z voska. Ja, pa poleti se ne stopi. Ne, se ne stopi. Klenot je kar hladno, ponavadi, tako da je prijeten poleti klenot voska. Ja, pa so ti
te so take tipične, to so delo gospoda Boga Feleta, tako zrezlane, ne zrezlane, ko se že šniclane. Se pravi, ne samo, da so lepe in posebne, ampak vsaka ima zadaj tudi kakšno zgodbo. Ja, te sem tudi konkretno, te sem jaz na kamen, te zadaj so pa ne gospe naredili. Ličkanje. Pa iz peruja tukaj, pa steklene, z vitraža. Skoraj bi težko rekel, da je kakšen material, iz katerega jaslic ni. Ampak tale gospa mi pa nekam poznana. Ja, to je pa naša mami Simona. Tudi ono noso zrezlal, pač gospod Cena Razen. Zavrilo njegove jaslice. Tukaj so tudi žarnice, recimo, reciklirane. Tukaj so pa bolj stare jaslice z papirja, les, papir mašetu. Monika, tukaj je lepa Gorenci in Gorenka. Ja, to je pa naša noša. To je tvoja noša? Ja, to je mesa, kakšno posebno priložnost, da imam to močal. No, jaz v svojem imenu kot zanimivost povem, da sem se tudi jaz poročil takele narodni noši, zdaj je tega že 31 let na tradicionalni blejski kmečki ohceti in imam lepe spomine tudi na to. Ja, tukaj pa še tudi lovca imamo. Porcelana, ta je zanimiva na tuji, na Korenšta je nekaj porcelana. Ročno naselje, bolj moderno, iz Nemčije, iz Erzgebirga, ko se svečke pržgejo, pa pač zaradi toplega zraka se poje vrtijo, piramidne jaslice sveče, zmerške, nušene, steklo, razne. Tukaj smo pa na drugi strani, to je pa pred parimi leti mama Simona dobila idejo, če se ne motim. Kako je bilo to? Ja, v bistvu ona dekorira po hiši glede na vsak praznik, vedno. In pa je rekla, jaz sem toliko že tega, tu pa lahko razstavlja. In je res naredila in je še dodala vse praznike, ker je še manjkali in je naredila vse vedenje, vse dekoracije in tako. In je v bistvu zelo zanimivo, ker velikokrat mi Slovenci že vemo, kjere praznike imamo, ampak tujci se pa temu zelo čudijo, tako rečejo, res, a vi imate tudi ta praznik in tako, ali pa recimo Prešerna, da se nekaj o njem pove, ne. No, to je bilo par dni nazaj, spomine našega velikega pesnika. Mami mu izvezla vrtnice, ki je ta Prešernova vrtnica vstaja, pa ima tukaj tudi simbolično 8. marc. Gregorjevo. Velika noč, spirhi, kar bogato, ker je res velik prazen, tako da noč imamo velik. Pred parimi leti pa je Slovenska čebelarska zveza dala inicijativo, da bi se praznoval tudi Svetovni dan čebel in tudi ta je že obeležen. Ja, tudi tega je naredila. 1. maja praznik dela in potem dan državnosti. Ja, imamo še polno steklenico to, Independent. Ja, steklenica je pač ostala, ker če jo spijete, jo ni več na razstavi. Ja, sej. Pa še dan samostojnosti in enotnosti. Ja, ker tudi zastavo je navezla. Prazniki niso predstavljeni v vrstnem redu, kajti so na 2 straneh tega prostora, zdaj predstaviva še drugi del. No, seveda z bogatim delom in ustvarjanjem na svoji kmetiji in rokodelskim delom si je Simona prislužila tudi nekaj priznanj. Potem pa gremo spet na praznike. Binkošti. Dan reformacije, stati in obstati. Stati in obstati, je rekel Primož Trubar in seveda s Primožem Trubarjem povezan tudi Blejski grad, ampak to so zgodbe, ki jih boste slišali na kakšnem drugem obisku Bleda. Danes Smiljana
tukaj so pa moji osebni prazniki, to je v bistvu poročna slika mojih staršev. In tole je poročno darilo bilo in mami pa je prt navezla zraven. No, samo pogledajte tole mojstrovino, kako se to sklada z vzorcem na keramiki, poročna torta. No, v teh dneh se na Bledu odvija tudi svetovno prvenstvo v biatlonu in mama Simona kljub temu, da že slavi 80 let, mislim, da 17. februarja, je še vedno navdušena privrženca športnikov in tole je izvezla za naše olimpijce, ki so v Sočiju dobili medalje. Ja, tako prav rekla je, če jo pa kdaj več medalj, bom pa nove naredila. Tako da je prav zanimivo, ne, tem, ko ima 2 zlate medalje, Tina pa tako, ne, vse. Tako kot moj poklon Simona. Ja, Monika, kam gremo pa zdaj še lahko? Na kmetiji ste verjetno imeli tudi kar veliko orodja in drugih pripomočkov, ki jih prav gotovo niste vrgli ali zažgali na kakšnem kresu. Še tega tudi kar... Ja, seveda, gremo gor na skedenj. No, Bom vse pogledala. Na skednju svetloba ni najboljša, kot tudi ste že opazili v prejšnjih prostorih, ni velike umetne razsvetljave, zato posnetki niso najboljši, ampak vseeno, tole je samo kratka predstavitev, vse ostalo si boste ogledali ob vašem obisku, saj tega ne delamo zato, da bi vi to gledali kot televizijski program, ampak da dobite idejo, kam na izlet, kam se ogledati v živo. Ja, tole je res velik skedenj in ogromno ene robe, Monika. Ja, mizarska delavnica. Ja, mizarska, vsi ti žage, Jožefova žaga se ti prav gor reče, vsi ti obliči, kladiva, šestila, vsega je. To so pa ti za cimpermana, se reče, bolj ti. Monika, moramo še mečken za ostali del Slovenije povedati, za tesarja se reče. Ja? Ne, saj ni problema. Odlično je, da ljudje zvejo še kakšno tak domač izraz. No, pa tudi kaj povem na fanta. Ne? Ja, vse orodje je bilo treba tudi nabrusati, tako da imamo brusne kamne. Ko so šle živali na pašo, so jim okoli tu obesili zvonec. Pa je morala Monika v kuhinjo, jaz pa sem se še nekoliko časa zadržal na skednju in naredil nekaj fotografij. Seveda vam nisem mogel prikazati vsega, kajti časa za ogled tele predstavitve je premalo, vseeno pa mislim, da boste videli nekaj zanimivih predmetov, tudi tale banja ali voziček in še kaj bi se našlo med tem, kar bi nekateri rekli, da je šara, da tukaj le pridoren, pa imajo to vse na svojem mestu in ima res svojo vrednost. Ko sem prišel s skednja, pa me je Monika prijazno povabila v njihovo domačo krčmo. Prijetno domače vzdušje verjetno zadovolji vsakega gosta, ki pride k njim na obisk. Ni pa pozabila tudi na svoj poraz pri Marjanci in prinesla obljubljeni šnopček, potem pa sva se pogovorila o ponudbi, ki jo še imajo na svoji kmetiji. Jo, Monika, me bi pa zdaj pasal tudi kaj pojest, a pri vas se dobi kaj za pojest? Prav samo narezke, rečemo en kmečke malcek, se gor dobi ozalska klobasa, domač meso, sirikle z okoliških kmetij, pač vse s kmetij. Bi pa jaz to probal, pa če imaš eno pivo, en union bi mi pasal zraven. Ja, uniona pa nimamo. Nimate piva? Pač ga imamo, jaz ga delam. Sama delaš pivo? Ja, tako da imamo malo več vrst, bi svetovega, bi temnega, bi volgrenega, jantarno-rdečega. Ja, jaz bi kar enega temnega bo zraven pasal k temnem mesu. Super, pa še tale šnopček, da me pogreje. Pivo domače. Ja, jaz ga zelo rada samo odpiram. Kot bi odpiral šampanjec. Ja, to so leta manj kadi. Hvala.
Hvala. Prosim. Poleg kruh je pa glih dobro pečen. In ponavadi, kadar na nov hleb začnem, pa ga pred gosti zrežem. Pa ne, se Slovenci poznamo take velike hlebe, ampak moram pa reči, da v tujini pa to zelo kar posebnost. No, so vsi, ko je velik kruh! Tako da, me prav radi tudi fotografirajo boj s tem kruhom. Lepo izgleda. A bo? Hrana, tole bo res en prijeten dan. Monika, glede na to, da so vaši hlevi spremenjeni v muzej, odkot te domače dobrote? Tu jih pa pač dobimo od teh sosednjih kmetij. Vse so z Gorenjske, no, od Bohinja do Gorenje vasi gori, tako pa tudi naš blejski sir je, bližnji kmet dela salame. Potem pa sama delaš tudi sokove, čaje. Ja, to pa sama. Vse, se pravi, vse sokove, tudi sirup sok, se pravi jabolčni sok, potem ti sirup so bezek, melisa, sivka, ribe, slipa. Ni da ni. Ja. Potem zelišča nabiramo tudi za čaje, tako da imamo skozi domač čaj. Drugače iz jabolka delam tudi jabolčno vino, pa pivo, pa seveda več vrst žganja, glede na vrsto sadja, pa tudi potem iz tega ven likerje. Odlično. Jaz bom kar napadel tole in se bom zahvalil za prijaznost, pa seveda upam, da so naši gledalci videli, kakšne dobrote in kakšne zaklade imate vi v svojih prostorih in da, ko se bo seveda tole malo umirilo, pridejo tudi k vam in to okusijo v živo. Hvala, Monika. Ja, hvala vam. No, tegale prispevka pa ne morem zaključiti brez, da bi vam predstavil gospo Simono, ki je v 30 letih s predanostjo in ljubeznijo ustvarjala ročna dela in pa potem tudi zbirko, ki vam jo danes predstavljam. Spretno se nam je izmikala izpred kamere in kljub temu, da je pred 2 dnevoma dopolnila 80 let, še vedno vsak dan veze, kuha, pere, plete, briše prah med milijon skodelicami v muzeju in nestrpno čaka, kdaj se bo spet začel turizem in bo sprejela obiskovalce, s katerimi zelo rada tudi pokramlja, ko jim predstavlja domačo zbirko. In zato vam, gospa Simona, iz vsega spoštovanja in vsega srca želim vse najboljše za vaših 80 let. No, Mateja, tako je nekako. A veš, koliko vprašanj smo dobili, Niko? Kje se ta gospa nahaja? Kje se nahaja ta zanimivi muzej? Monika je vedno dobre volje, tako da nujno obiskati. Ja, ta zanimiv muzej se nahaja na Mlinem, to je v turistični vodniki dobro poznajo, to je tam, ko se gre na Pletno. V vodniku v začetku filma je bilo nakazano, da pri najboljšem sosedu zavijemo levo, potem se samo držimo levo po klančku zgor, mimo Plečnikove kapelice, gasilnega doma in smo že na kmetiji Prdorank, ki ima seveda tudi svoj Facebook in svojo spletno stran, tako da jih lahko najdete tudi na teh povezavah. Ja, pa tudi lepo imajo označeno, tako da če enkrat zavijete iz Mlina proti vasi Selo, tako da če včasih tudi kakšnega čebelarja obiščete, pravzaprav to ne morete zgrešiti. A je tako, Niko? Ja, seveda, samo treba je vedeti, da je v Sloveniji skoraj da 100 vasi, ki se imenujejo Sela, Selo in podobno. Ampak blizu Mlina je samo ena. Selo pri Bledu, a ne? Dajmo se malo pohecati, nekoč je bil en vojak, še v času bivše Jugoslavije, v vojski in ga je oficir vprašal, odakle si, vojniče? Je rekel, iz Sela. Ja, ali odakle? Iz Sela. Pa znam, da si iz Sela, ali kako ti se zove ovo selo, a ne? Iz Sela pri Bledu. Ja, seveda, to je zanimivo, po mojem mnenju, premalo poznano in premalo tudi predstavljeno gostom. Jaz moram reči, da na vsaki priložnosti, seveda ne velikim skupinam, ki imajo organiziran čas in so zelo omejeni, ampak takole individualnim gostom,
razgovoru, v kakšnem vodenju, pa zmeraj popeljem tja in še nisem imel nezadovoljnega gosta pri njih. Ja, res To je, tisto, se strinjam, tisto. Niko. Še eno stvar, predno, ker zdaj tukaj je ena kolegica napisala, da ni fair, da se vidva tako gostita v tem času, ko gremo na kosilo. Tako da midva morava zdaj tole počasi zaključiti. Bi pa še po tole vprašanje dala Niko, ki je bilo zelo na mestu naše kolegice, ali gospa Monika tudi prodaja kakšne spominke ali je to samo muzej? Ne, to je v bistvu, bi rekel, njena zbirka, vse, kar je ustvarila v 30 letih in še zmeraj, kot ste videli, ustvarja tole vezenje Marije, je bilo posneto pred parimi dnevi, ko sva bila tam z Nežo na obisku oba, in pravi, da si skoraj vsako leto za rojstni dan naredi kakšen prt in tale Marija v bistvu zdaj za njeno 80-letnico, ko je praznovala pred 2 letoma. Kar se pa tiče hrane, da ni fair, to je bilo posneto pred parimi dnevi in jaz sem tudi zdaj že lačen.